Pozdravljeni. Novomeška Adria Mobil je najboljši slovenski zaposlovalec leta med velikimi podjetji. Krka pa je prejela posebno priznanje za stabilno rastočega zaposlovalca. Zmagovalce so razglasili na sklepni prireditvi Zlata nit 2011, kjer so izmed 21 finalistov izbrali najboljše zaposlovalce leta. Priznanja Zlata nit podeljujejo v kategoriji malih, srednje velikih in velikih podjetij glede na število zaposlenih. Adria Mobil je bila prvič finalistka in hkrati zmagovalka med velikimi podjetji. Zlata nit je zanje veliko priznanje. Zato, da tisto, kar v podjetju govorimo, to je sodelovanje, pozitivni odnosi, dobri delovni pogoji, zadovoljni zaposleni, da je to tisto, kar so prepoznali tudi sodelavci. Krki, prejemnici Zlate niti pred 5 leti, je tokrat pripadlo posebno priznanje za stabilno rastočega zaposlovalca, ki po besedah direktorja kadrovskega sektorja Borisa Dularja izkazuje, da njihovi zaposleni čutijo Krka kot resnično podjetje, kjer so varni, kjer je sicer potrebno trdno delati, da dosegamo rezultate, ampak vendarle, kjer si med seboj zaupamo, kjer smo resnično visoko produktivni. V sklepni del izbora so se podjetja uvrstila na podlagi uspešnosti poslovanja in rezultatov raziskave, v sklopu katere je na anketni vprašalnik odgovarjalo 7709 zaposlenih iz vse Slovenije. To je bil že 5. dnevnikov izbor za Zlato nit. Poslanstvo je bilo prepoznavati dobre prakse in širiti, ampak danes je sam izbor že zdaleč presegel sam sebe in pomembno je, da se podjetja učijo drug od drugega, da se vsi učimo iz teh dobrih praks. Častni pokrovitelj medijsko-raziskovalnega projekta in nacionalnega izbora najboljših zaposlovalcev leta je bil predsednik države Danilo Türk. Iskrene čestitke vsem prejemnikom tega že prestižnega priznanja, ki mu sledijo predvsem uspešne, hitro razvijajoče se gospodarske družbe in tiste, ki jim je veliko do tega, da so njihovi delavci, pa tudi njihovo okolje, zadovoljni in z več optimizma kot drugje. V kategoriji malih podjetij je naziv najboljšega zaposlovalca pripadal podjetju Vivo, med srednje velikimi podjetji pa Microsoftu Slovenija. V letošnjem projektu je sicer sodelovalo 111 podjetij, od tega 17 gazel, najhitreje rastočih podjetij. Nadzorniki stanovanjskega podjetja Zarja so na mesto novega direktorja za dobo 5 let imenovali Martina Kambiča. Predstavil nam je načrt za v prihodnje in zavrnil nekatera namigovanja v zvezi z njegovim imenovanjem. Kambič s skrajšanim delovnim časom poučuje v srednji strojni šoli na Novomeškem šolskem centru. Zato so se v javnosti pojavila vprašanja, kako bo lahko direktor zapolni delovni čas. Kambič pojasnjuje, da je imel pred 3 leti velike težave s hrbtom, ki pa jih je odpravil. In ta trenutek lahko zatrdim, kar potrjuje tudi pozitivno zdravniško spričevalo, ki sem ga moral opraviti pri pooblaščenem zdravniku medicine dela, pooblaščenem zdravniku družbe Zarja. Tako da mislim, da so te stvari sanirane. Kambiča so nadzorniki soglasno izbrali izmed 3 prijavljenih kandidatov, saj je po besedah predsednika sveta Mihe Božiča predstavil najboljši in najbolj ambiciozen program. On je se v programu spustil od terjatev vse do prenove del oziroma dejavnosti firme, delne prenove dejavnosti firme, kjer bi se dalo dodatno zaslužiti in pa seveda tudi firmo popeljati v tako situacijo, kot je, predvsem pa na storitvah za uporabnike. Kambič bo na čelu Zarje nasledil svojo zunajzakonsko partnerko Jožico Fabjan, do nastopa njegove funkcije vršilko dolžnosti direktorja. Kambič v tem ne vidi nič spornega, pač pa se že pospešeno pripravlja na nastop novega delovnega mesta. Tole mi je kar en velik strokovni izziv. Vem, da Zarja ravno ni v najboljši kondiciji, predvsem finančno, da so se verjetno v preteklosti potegnile določene poslovno ne najuspešnejše poteze in pred mano je izziv, kako te stvari speljati na boljše. Izboljšanje finančnega stanja, večja učinkovitost, zmanjšanje stroškov in nove poslovne priložnosti na trgu so cilji, ki bi prinesli boljše čase za Zarjo, pravi Kambič. Prav na Jožefovo je naša televizija praznovala svoj 22. rojstni dan. Lokalni televizijski program je z leti zrastel v regionalnega, danes pa je prek različnih ponudnikov televizijskih programov in interneta dostopen praktično povsod.
Televizijci smo tako danes na naši medijski torti upihnili 22 svečk in si zaželeli, čeprav so to običajno skrite želje, našo povsem na glas, da bi še dolgo lahko prihajali v vaše domove s še pestrejšimi vsebinami. Predvsem ohranjamo optimizem. Optimizem v regionalni televizijski program, ki je marsikje nažalost že zamrl ali pa je v zatonu. Med drugim se širimo tudi na področje Gorenjske za tako imenovano novo programsko vsebino Gorenjski obzornik, pravkar pa bo v predvajanju tudi Ljubljanski obzornik. Naših vsebin, tudi te oddaje Novice, ne bi bilo brez marljivih, vestnih in natančnih sodelavcev na terenu. Naše dopisniško delo ni enostavno. Razdrobljeno je na vse dneve in ure v letu. Belokranjci so se tako navadili na vaš kanal, da se jim zdi samoumevno, da smo prisotni vedno in povsod na vseh dogodkih in če na kakšnem manjkamo, že zvonijo telefoni, kajti ljudje pričakujejo, da poročamo o vsem, kar se dogaja v Beli krajini. Narava televizijskega dela se od ostalih medijev nekoliko razlikuje. Drugače je že to, da je treba iti za vsak prispevek na teren, da se posname izjave, slikovno podlago, kar vzame bistveno več časa. Že samo v to novico, ki jo pravkar gledate, je vloženega veliko truda številnih posameznikov, ne zgolj tistih, ki jih vidite na ekranu, pač pa tudi tistih v ozadju za kamero, v montaži, režiji, marketingu in še kje. Kot snemalec na vašem kanalu delam že približno 5-6 let in vsem tem času mi je bil poseben izziv iti na teren s kolegom novinarjem in pri vsakem terenu, moram reči v večino teh terenih, sem še vedno čutil neko tremo, nek izziv, ki sem ga v končni fazi potem tudi premagal in mi je bilo v toliko večje veselje potem drug dan, drug teden iti na nov teren. Na vašem kanalu sem že od vsega začetka, bil sem snemalec, montažer in počel sem še kakšne druge stvari. Spoznal sem ogromno ljudi, ni mi žal, da sem delal za njih, ampak zdaj se mi pa lahko končuje moja poklicna kariera, saj čez dobra 2 meseca zaključujem svojo poklicno pot. Trenutni časi medijem niso najbolj naklonjeni, toda prepričani smo, da rojstnega dne danes nismo praznovali zadnjič, kajti vaš vsakdanji odziv, naši zvesti gledalci, nam daje vedeti, da je lokalna novica še vedno izrednega pomena. V občini Straža se je v teh dneh začela obnova ceste skozi Jurkovo vas. Najprej bo prišla na vrsto gradnja vodovoda, nadaljujejo s fekalno in meteorno kanalizacijo, končujejo pa s preplastitvijo cestišča ter izgradnjo hodnika za pešce in javno razsvetljavo. Kot pravi župan Alojz Knafelj, začenjajo dela pri avtobusni postaji na Potoku in jih bodo nadaljevali do sredine Jurke vasi. Za preostanek cirka 220 metrov, da bi spojili obe rekonstrukcije, pa nam manjkajo še 4-5 odkupov zemljišč. Obnova približno 900-metrskega odseka državne ceste naj bi trajala do začetka novega šolskega leta, saj bi želeli otrokom zagotoviti varno pot v šolo. Sofinanciramo izgradnjo javne razsvetljave in pločnika. To je v investiciji ceste nekje okrog 45%, 55% jih investira država, sami pa investiramo v izgradnjo fekalne kanalizacije in vodovoda, ki sta pa, bi rekel, privesek k temu projektu. Občino bo naložba stala dobrih 200 tisočakov, še enkrat toliko pa je njena celotna vrednost, dodaja Knafelj. 26 let je minilo, odkar v semiški Iskri ne uporabljajo več PCB-ja, a po nekaterih raziskavah je ta še vedno prisoten v okolju in vpliva na zdravje ljudi. Prebivalci so zmedeni in hočejo izvedeti resnico, saj so mnenja strokovnjakov o prisotnosti PCB-ja nasprotujoča. PCB je prisoten bil in sigurno je še, ampak si razmišljam, da v tej meri ni, ko naj bi se prikazalo. Iz raziskave, s katero je konec lanskega leta Novomeški zavod za zdravstveno varstvo seznanil belokranjske županje, izhaja, da so ribe iz krupe in lahinje zdravju škodljive, pa tudi, da ni mogoče izključiti škodljivega vpliva na zdravje ljudi zaradi uživanja domačega mleka, jajc in kokošjega mesa. Mnenje strokovnjakov Veterinarske uprave Republike Slovenije in Ljubljanskega inštituta Jožef Štefan pa je drugačno. Moramo priti temu do dna, kajti ljudje morajo verjeti, zakaj se gre, ker tu živimo in imamo vso pravico verjeti, da tudi vemo, na kakšen način si lahko pomagamo.
Belokranjske županje so že lani poslale zahtevo pristojnim ministrstvom, da opravijo raziskave in uvedejo sistemski nadzor obremenjenosti belokranjskega okolja s PCB-jem. V Semiču pa čakajo tudi na zaključek študije Inštituta Jožef Štefan in raziskave, ki jo bo opravil dr. Svetozar Polič. Ne bi ljudi izvedeli enkrat eno resnico, da se ne bi te stvari vsakih par let ponavljale ali komu v interesu ozadje. Verjetno obstaja tudi to. Cerjančevi, ki imajo ob reki Krupi turistično kmetijo, so konec minulega leta naročili analizo svojih pridelkov pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. Od jabolk, paradižnika, krompirja, zemljo na analizo, sok in seveda je kar analiza pokazala sprejemljiv rezultat. In smo bili potolaženi s tem. Tako različne informacije o stanju PCB-ja v semiški občini, ki so včasih strani največjih strokovnjakov interpretirane popolnoma nasprotujoče, seveda med prebivalci povzročajo veliko vprašanj. Ljudje si želijo izvedeti resnico. Črnomaljci so dolgo in potrpežljivo prenašali smrad, ki se, zahvaljujoč tamkajšnji bioplinarni, širi v njihove mesto. Sedaj pa jim je prekipelo. Na črnomaljski občinski upravi, od koder pošiljajo dopise vsem pristojnim službam, inšpekcijam in ministrstvom, so v minulih dneh telefoni skoraj pregoreli, pravi županja. Smo začutili veliko nervozo, upravičeno nervozo prebivalcev, ker smrad je bil res neznosen. Vemo, klici tudi obrtnikov, predvsem gostincev, da jim ljudje pridejo na terase, odidejo. V glavnem situacija je nevzdržna. Še posebej v zgornjem delu Črnomlja v bližini bioplinarne so terase gostinskih lokalov skoraj prazne. Imamo 40% izpad prometa, gostov ni, krediti so narejeni na bankah in prišli smo do kritične točke, kjer ne moramo več odplačevati obrokov. Ker rešitve ni na vidiku, so se odločili za tožbo s pomočjo znane slovenske odvetniške družbe. Da bi zaustavili samo širjenje smradu in da bi tudi odškodninsko tožbo dobili za to proti določenim povzročiteljem. Razburjeni so tudi vsi, ki delajo v zgornjem delu mesta. Vsako jutro, ko pridem, ko bi prišel v gnojniščno jamo. Smrad je neznosen, ne moremo odpreti oken, ne da se delati. To povzroča in glavobol in slabo vzdušje. Smrad se širi iz bioplinarne in tudi z njiv, na katere razvažajo gnojevko. Zato se pritožujejo na različnih koncih Bele krajine, tudi v Metliškem mestnem logu. Pristojne službe pa nič. Okoljski inšpektor pravi, da gnojevka ustreza predpisom. Prvič treba zakonodajo spoštovati. V lanskem letu so bile na tej napravi določene nepravilnosti, zato se je šlo v odpravo teh nepravilnosti. Se pravi, da je potrebno v okviru zakonodaje. Predvsem pa mislim, da bomo morali biti v prihodnje zelo pozorni glede samih lokacij, kje se bodo takšne lokacije dovolile in pa pri bioplinarnah tudi o velikosti teh bioplinarn. Bogovič se namerava na to temo sestati s črnomaljsko županjo, kdaj pa ni povedal. Občina Krško zaključuje ureditev športno-rekreacijskega centra Dovško na Senovem, ki se razteza na približno 11.000 kvadratnih metrih površine. Dela so stekla junija 2011, končana pa naj bi bila prihodnji mesec. Občina ureja nogometno zelenico in atletsko stezo, poskrbeti pa nameravajo tudi za metalne atletske discipline. Na Senovem je športna tradicija sicer že dolga. Na isti lokaciji je že bil športni center, ki je bil v fazi razpadanja. Občina Krško je prišla posest zemljišča in enostavno logično nadaljevanje je bilo, da se uredi ponovno športni center, modern in primeren za kraj, kakšen je Senovo. Naložba je vredna 950 tisočakov, od tega Ministrstvo za šolstvo in šport ter Fundacija za šport prispevata okrog 15%. Pogodbe še niso podpisane v dopoldanskem času, tam bo domovala šola zagotovo z izvedbo pouka športne vzgoje. V popoldanskem času pa pridejo na vrsto športni klubi iz celotne občine Krško in posebno s poudarkom iz krajevne skupnosti Senovo. Sicer pa so veseli, da se je projektu pridružil tudi aktualni olimpijski prvak v metu kladiva Primož Kozmus s svojo atletsko šolo. Primož ima zelo resne načrte z ŠRC Dovškim, nenehno smo v stikih. V neposredni bližini Dovškega je lokacija, na kateri bomo postavili poligon za met kladiva. To je cirka
500 metrov oddaljeno od ŠRC Dovško. Ja, torej čakam, da se konča izgradnja štadiona in potem bomo začeli počasi tudi s to šolo. Jaz seveda upam, da se bo prijelo, da bo dovolj mladih in da bomo res naredili tako kvalitetno zadevo. Vozniki motornih koles ostajajo ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v cestnem prometu. Da bi izboljšali prometno varnost motoristov, policija z različnimi organizacijami, društvi in ministrstvi načrtuje več dejavnosti in akcij, na katere opozarja na začetku motoristične sezone. Slovenski motoristi so manj predvidljivi od kolegov v tujini, meni Leopold Pungarčar, zato bodo v motoklubih letos veliko pozornosti posvetili hitrosti. Predvsem pa bo tudi letos v smeri poudarek v tem, da počasna vožnja, zmerna vožnja nudi več užitkov. Motoristi se vozimo po cesti tudi z namenom, da opazujemo okolico in ostale udeležence v prometu, in če bomo zmerni pri hitrosti, potem bomo tudi njihove nepravilnosti in njihova nepravilna reagiranja prej zaznali in se izognili nesreči. Ob začetku sezone morajo biti motoristi posebej pozorni na pesek in blato na cesti, opozarja Pungarčar. Pomembna je tudi oprema, ki je lastnikom jeklenih konjičkov čedalje bolj dostopna. Vseeno pa se nesrečam ne morejo popolnoma izogniti. V letu 2011 smo na območju policijske uprave Novo mesto obeležili 78 prometnih nesreč, kar je najmanj v zadnjem 4-letnem obdobju. Žal pa sta v teh prometnih nesrečah 2 osebi umrli, 15 oseb se je hudo in pa 40 oseb se je lahko telesno poškodovalo. Vzroki za nesreče z udeležbo motoristov ostajajo enaki. V primerih, da so to povzročitelji, vozniki enoslednih motornih vozil, je glavni vzrok neprilagojena hitrost. V primeru, da pa prometno nesrečo povzročijo ostali udeleženci v cestnem prometu, pa je to neupoštevanje pravil o prednosti. Policisti bodo v prihodnjih mesecih z več akcijami poostreno nadzirali voznike motornih koles v prometu. Prvo začenjajo že jutri. Vseslovenska in svetovna akcija čiščenja okolja je za nami. Pa je res? Upajmo, da je zavest v nas toliko zrasla, da bomo zanamcem pustili vsaj kolikor toliko za življenje primeren planet. Nasvidenje danes teden.